Ok, Maša, glede na to, da si rekla, da si bodoča pravnica, pol verjetno veš, da bojo zdaj potekale volitve. 24. aprila pejte volit. Se prav, tvoje mnenje je, da je treba iti volit. Ja, definitivno. Mislim, da bi mogli pač. Kot prvo, volitve niso samo naša pravica, ampak tudi dolžnost. In pač moramo to svojo dolžnost izpolnjevati. Pa tudi zdi se mi, da pač je tudi za nas fajn, da svoje interese lahko na tak način izražamo, ker pač če jih ne bo to noben namesto nas počel in bojo pač v naših skupnih interesih odločali drugi, a ne. She's right, you know. Živjo, Žan, verjetno veš, da se približujejo volitve. Ja, slišal sem, ja. Si? A mogoče veš kdaj? Ne. Datum, kdaj? Neki 24. Kdaj je tisti dan, ko gremo volit? 24.4. Iskreno ne vem točen datum volitev, ampak bom siguren pogledal. Veš pa, da prihajajo. To pa siguren vem. Kakšne volitve pa prihajajo? Parlamentarne. Parlamentarne. Ok, cool, ja. Se pravi, glede na to, da to veš, boš šla volit? Ja, verjetno bom šla. Ne bom šel volit. No, mislim, pri meni situacija je bolj kompleksna, ampak načeloma ne bom šel volit, to bom odkrito povedal. Ker jaz mislim, da je tako, znotraj sedanjega sistema, karkoli boš zvolil, za vsako politično stranko stoji denar in interes. Boš šel volit? Ne. 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 Zakaj pa ne? Zato, ker sem se tako odločil. Zakaj pa ne? Prva stvar je ta, da nimam dosti naštudiran, pač kdo kaj zagovarja, pa vse to. Druga stvar je pa ta, da tudi če neki zagovarja, ne veš, pač a resno misli ali ne. Ali je pač sam prišel izkoriščati, oziroma se mu gre samo za lasten profit. Pa ti, a greš volit? Ja, jaz pa grem. Ok. Meni se pa zdi, da je prav, da greš volit. Tudi naprimer, če je pač rezultat torej ne, kar bi si ti pač želel, že sam iz principa, ker potem imaš neko pravico, kako ne rečem, pač jamrati. Pač, a ne, ker si res, še vse nekaj si pač probal narediti neko spremembo, ker se mi zdi, da je največji problem med mladimi, ker pač mislimo, da se nič ne da narediti, čeprav se mi zdi, da se še vse da, še vse smo mladi dokazali s temi protesti, kaj bo plan B, par let nazaj, a ne, ko smo protestirali za okolje, pa to pač da se nekaj spremeniti. Zdi, da ne moreš narediti spremembe, ali zakaj te to ne zanima? Ker, ne vem, se ti zdi, da politika nima vpliva na naša življenja, ali? Fora je, da že velikokrat se je govorilo, kaj vse se bo spremenjalo, pa mislim, se je kaj spremenilo, realno. Se ti zdi, da so same obljube, ali? Ja, niso. Mislim, ja. Ok. Se pravi, kaj se ti zdi, da nimaš dovolj informacij, da bi... Ne, če bi jih hotel dobiti, bi jih dobil sam. Informacij, če te zanima, je čez glavo. Sam čemu verjeti, tle pa pol malo težji. Na socialnih omrežjih ti plakati so povsod, pa tako, pol greš malo pogledat na internet, pa tudi po televiziji imajo zdaj te oddaje, sam tega pa ne gledam. Se pravi, si se sama odločila, ni, da ne vem, bi se doma starši pogovarjali, pa da bi se, ne vem, skupno odločila ali pa s prijatelji? A ja, ne, sama ja. Kaj pa se tebi zdi najbolj pomembno pri izbiri kandidata? Kaj gledaš? Jaz osebno gledam na to, da pač tisti, ki je na oblasti, mi je pomembno, da ima neke podobne vrednote kot jaz sama. Tako da definitivno v programu si pogledam, kaj so tiste top stvari, za katere se bojo zavzemali, oziroma pravijo, da se bojo zavzemali in pač nekako temu sledim. No. Ja ne vem, da bo prišlo do kakšnih sprememb, moj bi za mlade še največ. Si želiš sprememb v naši državi, jaz sem te prav razumela? Jaz podpiram neke spremembe generalno v sistemu, ker, veste, morate gledati, da mi vsi smo v tem sistemu danes ena običajna številka.
Kaj pa tvoji prijatelji, a se kaj pogovarjate o tem, grejo tudi volit, družina? Smo se pogovarjali, ja. Kakšni prijatelji so tako, ja, bomo šli volit, kakšni so pa tako, ne, meni je vse. Tako da je po mojem čisto odvisno od človeka do človeka, doma pa mislim, da bojo šli kar vsi volit. No. Bejba mi skozi nekaj govori od tega. Ona je šla volit. Ni še čisto odločena, za katero stranko bo volila. Starša sta volila, nisem ziha, bosta, novta. S frendi se ne pogovarjamo spet toliko, mislim, kdaj pride kakšna debata na to temo. Ampak ne vemo, ali šli volit ali ne, res. Kaj pa tvoji prijatelji ali pa družina, kako pa so oni glede tega, bojo šli volit ali ne? Večina, po mojem, da ne. Kako pa bi nekoga, ki noče iti volit ali pa ni prepričan, kako bi ga ti prepričala? Dobro vprašanje, zato ker imam doma enega tazga in mi še ni uspel, tako da nisem še pogruntala sistema. Mogoče bi mu rekla, naj si sam pogleda, če mu je kakšna ta stranka všeč ali pa kaj. Pač, če pol ugotovi, naj gre volit, drugače pa to njegova odločitev, pa pač tudi ne rapa, ne. Okay. Če bi obljubili $1 milijon, ne bi šel. Kaj pa če bi šel volit en tvoj prijatelj, ki veš, da je res v redu, ki veš, da ima dobra... Se pravi, si proti temu, da ljudje odločamo... Ne, vi odločite sam. Ti se odločil, Jaz se ne bom opredelil. Da bi se pa ti odločil, da greš volit. Kaj bi te prepričali? Jaz sem se tudi o politiki informiral tako, da sem bral programe in je jasno, da popolne stvari na tem svetu ni. Kar bi mene osebno prepričali je to, da bi se malo nehali tepsti med sabo, pa malo več najdel skupne cilje, ker če vsi profitiramo, bo tudi njihova plača višja, naša bodoča plača višja, vsi bomo v profitu in prosperiteti. Tako da predvsem neka večja naklonjenost skupnosti. Na to, da je mladih res, v bistvu v manjšini smo, kar se tiče volitev, res zelo malo mladih gre volit. Kaj se ti zdi, da bi pa mogoče druge mlade prepričali, da bi šli prej volit? Mogoče, kaj bi jih lahko prepričali? Pa zdi se mi, da naprimer bi lahko tudi v šolah to se bolj naprimer udejstvovali, da bi v bistvu imeli lahko kakšne te krožke, kakor so nek političen teden ali pa kaj takega. Če bi nam volitve nekako približali, da bi bile digitalne volitve ali pa karkoli, da bi več ljudi šlo volit. Ja, jaz mislim, da bi šlo. Ampak pol se mi zdi, da mogoče starejših ne bi bilo več toliko, da bi pač več mlajših šlo, ampak starejši bi pač verjetno tega ne bi znali, se ne bi hoteli poglabljati in bi sam rekel tako, ne bom raje volil, bom pač. Se pravi, se ti zdi, da bi moglo biti oboje? Ja, oboje bi bilo še nekako najbolj, se mi zdi. Pa niti ne mislim, da je tukaj problem to, da dejansko moraš iti tja fizično pa volit. Mislim, da je nekje drugi problem. Mogoče lih to, da se ne naslavlja toliko mladih, tudi pač politiki v programu, kakor kjer program sicer, ampak tako nimajo toliko na mlade osredotočenih in nas pač dejansko ne zanima, ne vem. Jaz bi apeliral nasploh na politiko, da se malo odmaknejo od ideologije, pa da se malo dotaknejo realnega sveta, da svet deluje. Ker jaz vem, da so oni tega sposobni, samo morajo paziti na to. Je pa res, da poj ni toliko slave in propagandnih plakatov. Kar pa verjamem, da se je težko temu odreči, ker tudi sam nisem idealen človek. Ne, se res ne vem. Ja, noben ne ve tega. Realno. Ok, stop. I think that's it.